Nekaj je gotovo. Ko se je Simon prvič osebno srečal z Jezusom, ni imel takšnega prijaznega, pobožnega ali pa vdanega nasmeška. Pač ne. Ampak je bilo njegovo prvo srečanje z njim zelo burno. In če nekoliko nadaljujem, verjetno ob tem srečanju ni imel rok sklenjenih v tiho in vdano molitev, ali pa bil pred Jezusom tiho, ker pač pred tabernakljem moramo biti tiho. Simon torej ni na prvo žogico Jezusu rekel: da, Gospod, želim izpolnjevati tvojo voljo, zato bom na tvojo besedo vrgel mrežo. Da pa ne bo pomote takoj na začetku, sem velik pristaš nasmejanega in prijaznega obraza, tihe molitve, sklenjenih rok in klečanja pred tabernakljem. Samo poglejmo najprej Simonovo zgodbo, da bomo razumeli v sosledju dogodkov, na kakšen način Jezus vstopa v njegovo življenje in kako najde trenutek, da osvoji njegovo srce. In na to Simonove strani sledijo tista pobožna dejanja. Iz Evangelija po Luku. Ko je množica pritiskala na Jezusa in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna, ki sta bila ob jezeru. Ribiči so stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in ga prosil, naj odide malo od kraja. Lahko prosim malo hitreje veslaš, ker če boš tako naprej, potem bomo celo večnost do tiste obale veslala. Je v redu, Simon, pa se pa ti zavesla vse, pa ti veslej, pa bomo hitreje prišli, jaz ne vem, no. Tule sta Andrej in Simon, ki sta se vračala z celonočnega lova, potem ko nista nič ujela in je bil Simon nekoliko tečen, pa si zdaj to. Simon, jaz ne vem, no. Vsakič, ko se takole vračamo brez rib, postaneš totalno tečen človek, jaz ne vem, no. Ja, seveda, zdaj sem jaz, ker sem tečen kriv za to, da smo ostali brez rib, in spet mi boš nabil to moral. In takole sta butnila ob obalo in sta prišla tja, najprej brez rib, in je bil torej Simon resnično tečen, in nato še cela množica je bila tam in res Simon si jih ni želel videti. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo v normalni situaciji. Po morju priplujeta dva ribiča, na obali je cel kup ljudi in bi si ljudje torej rekli: super, če smo pa že tukaj in poslušamo Jezusa, potem pa Gospod, dajte nam še kilo postrvi, da bomo imeli poleg pridige še sveže ribe za kosilo. In kaj bi rekel Peter na to? Dragi romarji, kako dobra ideja! Sem sicer profesionalen ribič in to je moj posel, ampak danes pač nimam sreče, imam smolo in torej nobene ribe. Pridite pa morda jutri, ko bom ujel, če Bog da, kakšen zalogaj. In vi, Gospod, ki govorite, pripeljite še 2 avtobusa romarjev zraven, vam dam kakšen kos ali dva tako, za poklonaj. In pri tem Simonovem razburjanju Jezus ne reče nič drugega, kot samo: oprosti, si lahko sposodim manj čoln. In kaj je drugega preostalo Simonu, kot da je rekel: da, izvoli. In Evangelij nadaljuje: Jezus je sedel in učil množico iz čolna. V kamero, ja.
A pa boš povedal, kdaj začnem? Ja, ok. Skusil kamero, ne? Ja. Bom poskušal. Lahko? Ko je Jezus govoril, to je bil tak govor, da se v bistvu sploh ne spomnim, kaj je govoril, ampak kar sem si zapomnil, je to, kako je govoril. Ne? Jaz si nisem zapomnil besed, ampak sem si zapomnil njega. Evo. Kar mi ostaja, ni tukaj vsebina, ne? Ampak mi ostaja, kako je to Jezus, kako je Jezus prevzel človeka. Ne? To, kar je on govoril, pa se ne vem, kaj je povedal, ne? Ampak način, ne? Kako ti je pogledal v očke, ne? In kako se je ozrl na ljudi, ne? In kako je bil pozoren do vsakega, ne? Jaz kaj takega. In to je mene prevzel. To bi povedal. Je v redu? Ok. Konec? Tako je Jezus pridobil Simona na svojo stran. Takoj zatem mu je torej lahko rekel, peče enkrat na jezero, pa vrzi tele mreže. Če bi bilo to nekaj minut nazaj, potem bi ga Peter gladko odslovil. Tako pa mu je verjetno lahko rekel samo, nimaš pojma, kako se tem stvarem streže, ok? Vedi, da smo celo noč lovili in ničesar ujeli. Ampak si ravno ti, na tvojo besedo bom vrgel mreže. Pri Simonu moramo pač dojeti in sprejeti, da njegovo življenje z Jezusom, pa če tudi je izrekel ključne besede zaupanja vana, ni ravno vzorno in brez padcev, temveč ravno nasprotno. Bile so ga sama preračunljivost, padanje v samovšečnost in nepremišljenost. Samo za ilustracijo si pogledamo par primerov iz njegovega življenja. Jezus je svojim apostolom v nekem trenutku postavil ključno vprašanje, kdo sem jaz za vas? In Simon je v tem trenutku pravilno odgovoril, ti si Jezus Kristus, Mesija ali pa odrešenik. In Simonu se je to zdelo popolnoma neverjetno. Bil je navdušen. Cenjene gospe, dragi gospodje, dober večer in dobrodošli v naši oddaji, kjer ste ravnokar slišali pravilni odgovor na vprašanje, kdo dejansko je Jezus, zato vas prosim za bučen in močen aplavz zame. Simon, odrešenik bo moral veliko trpeti. A tudi zato bomo poskrbeli, ne skrbite, predvsem zato, da Jezusu ne bo potrebno veliko trpeti in da nas boste občudovali. Satan! Stran! Ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. In tako je Peter razumel, da je v moči Svetega Duha povedal nekaj nadvse pomembnega, hkrati pa se ga je v tem trenutku lotil napuh, ki Jezusu ni bil ravno všeč. Jezusa prime policija in ga uklenjenega pelje v palačo, kjer se pripravljajo na sodbo. Simon je pošteno prestrašen, a hkrati dovolj pogumen in nekoliko firčen, da se prerine do vrat palače. Tam ga opazi nek človek, ki trdi, da je on Jezusov učenec. Kakšen Jezusov učenec, Opazi ga drugi človek, ki trdi, da je on hodil za Jezusom. Kako hodil za Jezusom? In opazi ga tretji človek, ki pravi, da je on Jezusov učenec. Ljudje, pa kaj vam ni jasno? In veste, kako se je zgodba razpletla. Evangelist Luka je zapisal, in šel je ven in se bridko zjokal. Samo še tole povem za konec. Razumeti moramo, da je Jezus pri Simonu cenil predvsem eno stvar.
Dovolil mu je, da popolnoma vodi njegovo življenje. Res, da je bil pogosto jezen, eksploziven, vase zagledan, naiven in kar je še takega, pa vendar je vsakič znova dovolil, da se Jezus vrne k njemu in da prevzame krmilo njegovega življenja. Ko se je Jezus Simonu prikazal zadnjič, to je bilo prvič po zatajitvi in zadnjič, preden ga pošlje v svet, v Rim. Takrat Jezus postavi eno samo vprašanje. Simon, ali me ljubiš? In drugič, Simon, ali me ljubiš? In reče tretjič, Simon, ali me ljubiš? In Simon, Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te ljubim. O tebi rad bi pričeval, rad me brat